En lep, prisrčen dober večer voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Upam, da ste zdravi, da ste dobro in dobre volje in da ste pripravljeni na uro vesele domače glasbe. Zelo sem vesel, danes v našem studiu gostim 4 postavne fante, prihajajo iz kamniško-moravškega okoliša in naj pozdravim ansambl Poljanšek, ki nam bodo zaigrali prvo skladbico na stare čase. Veselje, srečo, pismi naši zaživi. Prijatelji, kje naše skupne ure v gostilni so, ni mislil nihče od nas, da to se kdaj zgodilo bo. Večeri, ni slišati več pitja vseh tih naših viš, saj vsako zdaj noč doma le spiš. Zdaj pojmo skupaj na ves glas, to čajka rum dodaj za nas, pozabimo vse skrbi, naj pisem naša še živi. Do jutra bomo skupaj mi, prijatelji, da pravi vsi, veselje, sreča, pismi naši zaživi. Ima že ženo ali pa vsaj ljubico, da čaka doma, da nič več pasoval okrog ne bo. A včasih pa zberemo se še kot davne tiste dni, ko dolge bile so vse noči. Zdaj pojmo skupaj na ves glas, to čajka rum dodaj za nas, pozabimo vse skrbi, naj pisem naša še živi. Do jutra bomo skupaj mi, prijatelji, da pravi vsi, veselje, sreča, pismi naši zaživi. Prijatelji, da pravi vsi, veselje, srečo, pismi naši zaživi. Veselje, srečo, pismi naši zaživi. Tako veselo smo začeli z današnjo oddajo in še enkrat en lep dober večer voščim, fantje. Kako ste? Dober večer, evo, super, super. Vedno, ko pridemo na TV Velenje, ste super. Smo veseli, tako, ja. No, okej. Tudi jaz sem zelo vesel, da ste prišli in da lahko kjero rečemo in da slišimo vaše viže. Najprej gremo v kraj, odkudar prihajate. Torej, kaj bi recimo prvič pokazali nekomu, ki bi prišel v vaše konce? Torej, kamniško-moravški okoliš, je lep okoliš, Ja, to sem spoznal tudi jaz. Ja, že. Ampak tak za druge mogoče, ki niso tam. Za druge rečemo, no, jaz natančneje prihajam iz Tuhinjske doline, a ne? Se pravi, v Kamnik, če priješ, je že samo mesto zanimivo, pa staro mesto, tako da že tam je super kaj za videti. Imamo muzeje, 2 gradova, pol v sami Tuhinjski dolini imamo pa Terme Snovik, ki so v bistvu najbolj prepoznavna
točka, no. To si pa zdaj lepo povedal. Ti delaš drugače v turistični, kakšni tam... Ne. Bom pa poprašal, no, če te vzamejo. Če se dajo, kakšen procent je dobiti. Predvsem sem mislil, da boš izpostavil en lep razgled, lep okoliš vdet v gore. Ja, v bistvu to je pa narava, sama narava, lepa narava, ki jo v bistvu drugi znajo bolj ceniti, kot pa mi, ki živimo že toliko let tako. Ja. Tako da zelo veliko je, rečemo, turistov po sami Tuhinjski dolini in oni znajo to na poseben način ceniti. Okay. Prej smo se zunaj menili, skupaj ste že dejansko 10 let. Tako, ja. In če se bi jaz boljše pripravil na vas, bi vam prinesel torto. Tako da, vse čestitke za 10-letnico delovanja. Kako hitro je minilo teh... Veš kaj, pa rekaš na pivo, pol nama s torte, se veš, da sladko zdaj naš štok. Sem tukaj bolj zadovoljen. Kako je minilo teh 10 let? Tako, tik-tak, ja. Vse veš, ko malo snemaš, nekaj delaš, dost špilarije in leta sam bežijo, ne. Sam bežijo. Tako da v bistvu, ko nazaj pogledaš, a veš, na začetku si postaviš neke načrte, ne, bomo to, bomo uno, zdaj že 10 let imel, v bistvu to pa to še sploh nismo, ker smo pogovarjali, tako da beži, no, nam je ful hiter minil to. No. Ja. Pred 10 leti ste začeli kot mladi Poljanška, ne? Ne. Tudi ne, tako se meni zdi. Že takrat ne smo bili ansambl Poljanšek, se smo pogovarjali, tudi ideje so bile, da bi bili mladi Poljanški, ampak v bistvu že takrat nismo bili tako mladi, da bi lahko rekli, bodimo mladi Poljanški. Pa smešen je, da smo zdaj pri teh letih ali pa mogoče v 20. obletnici bomo smešen, da bomo še vedno mladi Poljanški. Seveda ne moramo mimo tega ime Poljanček je seveda v naši narodni zabavni glasbi zasidrano globoko. Ti si sin, torej Rudija Poljanška, za tiste, ki še morda to ne veste. In verjetno je tudi oče zelo vesel, da šel po njegovih stopinjah in da preigravate verjetno tudi njihove viže. Ja, tako. Mislim, saj zelo veliko na naših špilih, zelo veliko njihove glasbe igramo, tudi strmimo k tem. Ja, itak, da je vsak je vesel, če ima nekega naslednika, da se zadeve pelejo naprej, tako kot verjetno nek mizar, ki ima veliko delavnico, je vesel, če je kdo naprej, ki to pele. Pri glasbi pa še toliko bolj, vse skupaj. Res je. Se poznamo dosti znanih ansamblov, ko so v preteklosti že veliko nek pačat pustili, ampak ni nikogar, da bi zadeve pelal naprej. Da bi pelal naprej. Ja, kar je škoda. Sreča in mi smo zelo veseli, da ostajajo Poljanškove viže še vedno žive. Ja. Zdaj gremo pa naprej k skladbam, tako da uživaj, še bomo kjer rekla. Naslednja skladba, spoštovane gledalke in gledalci, pa Spomini, en lep valček, uživajte tudi vi. Naši dolini starec živi, življenju izkusil je 1000 stvari, lepih trenutkov, žalostnih dni, srce se odpre mu, tako se spominjam na leta, ko srčno si me ljubila, ko smo se si pomenila. Tvoja hči pa prav tako zdaj je lepa, kot nekoč bila si ti, zame boš vse dni. Tičala, sva dni
sive noči, pa vendar lahko se ti tu pripeti. Z drugim odšla si srečo iskat, že mi ta sva našla jo davno takrat. Zdaj sem sam in se spominjam na leta, ko srčno si me ljubila, ko sva vse si pomenila. Tvoja hči pa prav tako zdaj je lepa, kot nekoč bila si ti, zame boš vse dni. Zdaj je lepa, kot nekoč bila si ti, zame boš vse dni. Tako, slišali smo en krasen valček, prelepe glasove. Štiriglasno petje je torej verjetno tisto, kar fantje imate radi in na tem tudi delate. Ja, na tem tudi delamo. In zelo lepo zvenite. No? Hvala lepa. Tako je, no, mi smo igrali že prej po raznih ansamblih, razni sestavi, kjer so bili tudi pevke prisotne. No. Pa se smo pol nekako kar najdeli, da smo samo fanti na kupu. Je tako boljše? Mogoče ni boljša, ne, ampak mogoče kakšen problem manj. Ne. Tako da ja, tako nam ustreza v redu. Glasovno se tudi nekako pobarvamo, tako da nam... Zelo lepo je. Nisem te hotel vprašati, kako se spominjaš vaših začetkov, torej ansambla, kako ste se spoznali, fantje, ste si kaj vlakti mogoče, ste sosedje? Ja, takole, mislim, jaz pa Boris sva že v enem bendu prej skupaj igrala, ne. Boris je poznal Mihata, jaz sem poznal Markota, pa so vsak enega malo pokontaktirala, pa smo rekli, da se dobimo na eni vaji, da slišimo kaj, a bomo spravili kaj ven, ne, pa se nam je nekako oglasili, se smo nekako začutili, pa smo rekli, da je to to. Žal smo takrat še vsak v svojem bendu igrali, tako da, ampak smo z nekakšnim fair playom v enem letu pač ta prestop naredili, tako da smo svoje stvari še odslužili, kar je bilo treba, tako da jaz mislim, da zafrknili smo nobenega preveč. Ja, in zdaj to furamo. Tako, super. V istem sestavu že 10 let. Tako, ja. Tako. In naj tako še ostane naprej. Upamo. Zdaj gremo pa spet malo nazaj k tvojemu otroštvu. Torej, oče tvoj je igral veliko po veselicah, po rokah in ti verjetno si s tem gor rastel. Tako. Ne? In kako je bilo v tistem času? Je bila potem mama glavna pri hiši, a si zraven očeta hodil že kot otrok? Ne, v bistvu to je bilo tako, za vikend je bila mama glavna, atija itak ni bila, petek, sobota, nedela, pol je še tam nekje do torka, sredoma vse prhajajo, tako da tudi takrat ni bil še preveč pri stvari. No. Pol se je pa že pripravljal na nov vikend. Tako, ja. Tako da vikend za vikendom, dej, če je bila kakšna veselica, ki je blizu, sva z mami tudi šla pa na kakšno veselico malo pogledati, oziroma ostale žene iz ansambla tudi. Vas je več ali si edinc? Jaz sem edinc. No, super. Torej, edinc, aj super, mislim, ni super, pač. Ne. Pač sam Sem, ja. si, nisem na koga, da te bi jezel. Tako, ja. Včasih mogoče malo manjka družbe, po eni strani v redu, po drugi ne, ampak tako je. Tako da ja, tako smo perfurali to. Super. Kdaj si imel pa prvi stik z inštrumentom? Torej, se spomniš, kateri inštrument si prvo vzel v roke? Verjetno harmoniko, A pa misliš, da sem ga znal zaigrati, da sem ga prijel v roko?
Pa recimo, ja, da ti je bil všeč, ne da si ga znal zaigrati, prvi inštrument je verjetno harmonika, ne? A se motim? Ja, se motiš, ja. Okej. Ne povem, da ati včasih igral bariton pa bas kitaro in če jaz nisem kaj funkcioniral doma, to, ko sem bil star 3-4 leta, je samo bariton pokazal konc smer. Tega sem se bal, tega sem nisem dotikval. No, pol pa, če se temu lahko reče inštrument, je bil teniški lopar. Ja. Ampak pa so pa videli, da jaz kitaro rad drgnem. Sem pa dobil kitaro, stric mi podaril kitaro in to je bila, kitara je bila prvi inštrument. No, No super, znači pa igraš več inštrumentov, sicer zdaj poješ. ja, ne? tako. Se ti ne lupi zdaj. Kitaro igram, ja, tako. Ne, sem rekel, najboljše je peta, veš, ko na konč špila samo usta zapreš, pa imaš vse pospravljeno. Pa mikrofon pospraviš, In pa je. Tako. Okay, zdaj se pa lahko malo spočiješ, grem Ja, še malo hvala. do Marko. Lep Pozdravljen, večer tudi živjo. tebe, pozdravljen. Ti si pa ziher basista, ne da? Ja, prav Ansambl. res. Ja, ker imaš tako lepo, globoko štimo. Jaz pa bas, ja. Ti pa bas. A punce, še fejst kaj, mislim, punce imajo rade bas, tiste moške, ko tako globoko govorijo. Ti si zaseden, mislim, si s tem že pravo. ne smem prav preveč. Ne No. smeš preveč. No, pa verjetno tvoje žene ali pa punci je pa všeč. Ja, obožuje. Obožuje tvoj glas, okej. Okay, zdaj sem ne mogel malo sprostiti, No, zdaj malo smo ker ste mi rekli, ja, da sem Sandi govori, pa se nekaj lepa, ni hudir, da ne boste tudi vi kaj rekli. saj ja. Tudi ti, Marko, prihajaš iz glasbene družine, še vedno se ukvarjaš z glasbo. Tako Torej, je. kakšni so pa tvoji začetki bili? Mogoče. Ja. Mislim, že moj starata je igral harmoniko, kitaro, citre je tudi zelo dobro igral. No? Pa moj oče je potem tudi igral največ harmoniko. Tako da jaz sem dobil tam, mislim, da sem bil star ene dobra 3 leta, ko mi je ati prinesel domov harmoniko. Se prav spomnim, ko sem ga čakal do 11 zvečer, da je prišel iz službe. Sem skoraj znoril v postelji not, ker sem to dobil. Ja, pol pa, mislim, tako se je začelo, no. Pol pa malo glasbena šola, pa tako naprej. Je bilo eno doživetje, verjetno pa tudi, čeprav, okej, niste še tako zelo stari, ampak vseeno je bilo verjetno malo drugače, kot pa je zdaj. Si ne, da te vikam, ampak še sploh te smislo. Ampak vseeno je bilo mičkeno drugače, verjetno, kot pa zdaj, ko otrokom nudimo vse, sam po mojem, oni nimajo prave vole. Kot je bilo takrat, si se verjetno mogel bolj truditi, bolj izkazati, da si uspel pravzaprav. Brez skrbi, no. Je res, ne? Mislim, moji so še malo premajhni mogoče za otroci za kakšen inštrument, no. Vprašal sem te pa zato, ker tudi poučuješ, ne? Ja. Harmoniko v glasbeni šoli. Tako, v glasbeni šoli Kamnik, ja. In me zanima, no, kaj rečeš na to našo mladino? So pridni ali tudi ne vsi? Recimo, generalno gledano so pridni, ne, je pa seveda odstopanja so in navzgor in navzdol vedno, ne, bila in vedno bodo, ne. Kot ena celota je pa v redu. In to verjetno lep poklic, da predaje svoje znanje Jaz naprej. uživam. No, krasno. Pa verjamem, da tudi tvoji učenci in učenke. Upam. Ja, okay. Gremo naprej k glasbi, hvala, še bomo govorili. Tako, gremo naprej, slišali bomo eno polko in šli bomo planine, planinska. Na veliki planini več kočic stoji, pastirji preživljamo tam lepe dni. Čez dan kravce pasemo, sonce žari, zvečer grem pa k Micki, če lučka gori. Če bo mi odprla, ne bo ji nič žal, saj fant sem s planine in vem, kaj je prav. Do jutra pri njej bil tak moj je plan, zares si prekrasen planinski ti stan. Na veliki je planini, lepše kot dolini, zrak je čistejši in punce so fajn, tu je za nas zemeljski raj. Na veliki je planini, lepše kot dolini, fantje dekleta pojdimo zdaj si, saj gre ga na 1000 metrini.
ali megla pa dom kaj pobi. Nihče ne sekira se kakšen voda, saj punce ta prave so tu ali pa tam. Na veliki je planini, lepše kot dolini. Zrak je čistejši in punce so fajn, tu je za nas zemeljski raj. Na veliki je planini, lepše kot dolini. Fantje, dekleta, pojdimo zdaj vsi, saj griha na 1000 metrini. Tako, vmes smo skočili tudi na veliko planino, ki je tudi seveda v bližini naših glasbenih gostov, ki so danes v našem studiu in jaz grem do tudi, čekamo med steber, ritem steber, zdaj stopil malo. Tudi tebi, Miha, en lep dobro večer. Pozdravljen. Se fajn počutiš? Super. Ni prevroče, ne da, ravno prav. Dobro. Fajn imate klimo. Fajn klima, ne da, se to je zaradi voditla, ker peš Švica, veš, ja. Ok. Zebete pa ne, meni. Ne, v redu, super. Lej, tudi ti prihajaš iz glasbene družine, verjetno. Ja, nekako tako, ja. Nekako tako. Rečemo, da ja. Pa bil si prej rocker, koliko sem jaz malo prebral, a si še vedno? Ja, Malo, po duši. Po duši si, ne? To itak. In kdaj je pa prišel tisti klik, ko si rekel, pa se je tudi narodna, ni tako slabo. Približno pri 20 letih, no. Pri 20 letih, ko prideš k pameti. Ne, hecam se. Ne, jaz se malo hecam. Veliko je, se veš, v narodno-zabavnih ansamblih je veliko članov tudi rockerjev in to da širino ansamblu. Torej, prideš pri zabavni tudi na svoj račun. Ja. Zelo lepo poješ. Jaz sem tudi basist, glas. Ne, ki basist nisi, ampak dobro. Ja, lepo poješ, da te malo... To še zdaj z Borisom, ki je rekel, no, da se spoči malo. Boris, lepo zdrav tudi tebi. Tudi tebi. Si v redu, hvala. Tudi jaz sem v redu. Si? Sem. Ok. Zdaj jaz predvidevam, da je šef ansambla Sandi, ne vem, pravo predvidevam. Ja. Res? Si kar zadev. Zadev, ne vem, najbolj zgovorni je, najstarejši je, a ne vem, a si najstarejši? A najbolj pameten. A je najbolj pameten? Pa najbolj siv, ja. Tudi, ja. Sam se navita. Sam dobro skriva leta. Pa ne okol govoriti. Ja, ne smemo preveč. No, povej mi, kak šef je Sandi. Zdaj, ko nihče ne posluša, pa ko šef ne sliši, lahko poveš, če vse po resnici. A je dober šef, a je strok? Okay. Pač ja. Ja. Tak je kot pa ostali, a ne? Ja, ne, kar tak ne ostane, kaj je bil, pa je to. Finančni minister je tudi on. Ma čez finančni. To smo pa vsi štirje. Ste vsi štirje? Ja. Ok, pa je poštimano vse tako mora biti. Zaenkrat štima, no. Zaenkrat štima. Če veliko drobiže, imamo malo dela, drugač pa laufa, no. No, super. Kje pa ponavadi vadite, fantje, če še sploh so vaje potrebne po 10 letih? Vadimo na Avtohinski dolini, drugač pri Sandiju. Pri Sandiju, super. Čeprav gremo kar bali špila na špilno. No, ne ok, treniramo ste zdaj že trenutno. utečeni. Rutinsko edin, kar kaj novega delamo, to je pa No, tisto pa obvezno. super. A bomo lahko kmalu kaj novega slišali mogoče? Mogoče pa ja. Marko ima že nekaj na lagerju, je zelo priden, kar se teh stvari tiče. No, Tako da je verjetno, da bomo tudi v kratkem kaj posneli. No. super. Drugače ste vsi člani že oddani, imate že vsi družine, punce, otroke. Imamo že kar skupaj nekaj podmladka. Res? Tako Da je Da, ja, pestro. 14, ja. Okay, grem zdaj malo do Sandija. Ja. Lepo si se odrezal, nisi preveč govoril. Včasih tudi v to, mislim, ker zabrede, veš, ko govori v šefu, tako da fajn si se odrezal. Tako. Sandi pravi, da si dober šef, dober vodja. Ne vem. Ja, ne, saj tako je Očitno rekel ja. Boris, ja. Daj, ne vem, Okej. enkrat ga bi moral vprašati, ker ni mene zraven. Ne. Pol bi. Ja, zdaj se te je malo bal, ja. Pa Ne, saj saj pravi, veš, nekaj kako respekta je. mora biti. To je itak pač. Dobre, slabe stvari so tako, kot pri vsakmu, zdaj vzemi ali pusti. Ja, tako je. Tako, ampak, in to je lažje, pač, ko smo 4 desci. Točno tako, se lažje zmenite. Tako. Vas popolnoma razumem. Lažje se 4 deci zmenijo, kot pa doma jaz recimo s mojo. Ne vem, kako imaš ti izkušnje s No, tem. vse veš, kako je. Ne smeš vsega povedati. Ja. Okay. Prej smo rekli, tudi, torej imate vsi podmladek, vsi imate otroke Tako, že. se pravi, skupaj imamo, koliko otrok imamo? 2, 4, 6, 9, a ne? 10 pa prihaja. Ja, Ja, tako, ja.
Evo, 4, Kdo je 10, zaslužen 10 za to, otrok. da prihaja? Če lahko še kaj povemo. Da prihaja. Ne, mislim, 10 otrok. No. Ja. Da, Miha, če bi ti kaj zraven. Ne bi bil Ni Miha, rečeno. Miha je njegova draga, ja. A ja, ok, Tako, ja. niste pa zihar, da je bil Miha zraven, njegova draga pa absolutno. Če si je zdaj prav razumel. Ja. Okay. Ne, mislim, da je tako Ja, vse, ja, čisto tako, vse kot vemo. mora biti. No. Ja, absolutno. Ja. Ja, več pa pravijo, da zaslužen je tisti, ki ga redi, pravijo. Ne tisti, ki ga tako, naredi. ja. Kdor ga hrani, tisti Kdor je ga hrani, oče, ja. tisti je oče, Ja. tako ja. Ok, se fantje pol družite tudi, glede na to, da je veliko nastopov, tudi kaj izven nastopov. A je čas za to, poleg družin? Verjetno tudi se ne ukvarjate profesionalno z glasbo, ali Ne, se motim? tako službe, vsi imamo itak službe, pol družine, špilarija, tako da po pravici povedano mi ene dvakrat na let, če eno tako družinsko druženje malo naredimo, drugače pa Da se malo sprostite. Pa. mi v bistvu tudi kdaj po kakšnem špilu že malo čakamo, da se razidemo, no. Ja. Tako se veš. Či življenjsko Ja, in tako, lepo ja, si povedal, tako. nisi v vinkarju. Ja. Okay. Kako se pa recimo svojim ženam, kako ne rečem, zahvalite oziroma odkupite za to, ker ste veliko z doma, veliko na cestah, na nastopih? Ja, zdaj jaz osebno poskušam takrat, ko sem frej, probam čim več preživeti z njo oziroma svojo družino. To je In to je to, čas. in to je največ, Tako, kar lahko v danem trenutku Vse veš, daš. kako je zdaj s časom tudi. Zelo dragocena stvar. Res je, res je. In zato gremo tudi mi naprej k glasbi, da bomo slišali še nekaj vaših lepih viš. Naslednjo, ki jo bomo slišali, je valček z naslovom Kaj mi mar. Snik prekril je naša polja, zametene so stezi. V hladni zemlji spijo rože, nedostopne so gori. Lid je okovan potuček, sivo žalostno nebo. Viter ziblje gole veje, ptice onemile so, saj mojem srcu sveti sonce, še lepše kot poletnih dni. In tvoja pesem mi pričara, pomladi nežne vlakna smer. A v tvojih je očih ljubezen, le zame se njen cvet blesti. Ko spet pomlad poljubi polja, prinesla ga v moj dom boš ti. Kaj mi mar, če sneg pokriva naša polja in gori? Kaj mi mar, če spijo rože, če pod snegom so stezi? Ni mi mar, če šum potočka je utišal led hladan, če utihnile so ptice in vesel je zimski dan, saj mojem srcu sveti sonce, še lepše kot poletnih dni. In tvoja pesem mi pričara, pomladi nežne vlakna smer. A v tvojih je očih ljubezen, le zame se njen cvet blesti. Ko spet pomlad poljubi polja,
spet pomlad, poljubi polja, prinesla ga v moj dom boš ti. Smo že nazaj in slišali smo skladbo, ki jo je napisal torej oče našega Sandija, Rudi Poljanšek, in moram povedati, da če ne bi pogledal, kdo je to napisal, bi slišal, da je to Bi vedel, ne? Bi vedel. Ja. Mislil sem si. Ja, tako, se kar Zelo lepo. nekako svojega stila se drži oče še vedno, no. Tako, Kar super. naredi. Drugače pa v 10 let torej ste že na glasbeni sceni kot ansambl Poljanšek. Imaš preštetek, koliko skladb je že izdanih oziroma mogoče koliko zgoščenk? Tako, eno zgoščenko smo posneli že takrat kar hmal, po 2-3 letih. Zdaj pa mislim, da imamo 7-8 pesmi imamo že Pripravljeni. tako pripravljenih oziroma že posnetih, so tudi že izdane, tako da letos, če bo vse po sreči, še 2-3-4 dodamo, pa mogoče Pa bo, nov projekt. pa bo kakšen koncert, kakšno praznovanje vaše obletnice letos? V planu je malo tako zamegljeno, se pogovarjamo, da nekaj bomo ob 10. obletnici ustvarjali. No. Ni pa še točno nič Določeno. dorečenega, tako da težko kaj več. Ja, zagotovo Rečem. boste še do takrat naši gosti in bomo takrat mogoče Tako, čez pol tako. leta več vedeli Ja. in povabila. Res bomo pa vse kaj več naše- točno povedali. Tako, vse naše zveste gledalce na vaš koncert. Zdaj pa gremo naprej. Kaj delate torej, imate kak zanimiv hobi, ko niste na odru recimo? Ok, imate službe, imate družine, ampak a se kjer ukvarja še s čim zanimivim, da najde čas, ne vem, za motor, za planine, ne vem. Ja, tle so 3 motoristi, a ne. Res? Moram pa povedati, da zanimiv hobi ima pa Marko, a ne. Ok, Ker je, evo, tako, tega bom se pa bo kar sam vprašal. največ- Ja, sam. A ja, Marko, kjer hobi, sem mislil prvo napeli. Ja, le, on sploh ne ve, bom jaz povedal. Okej. Mislim, meni se zanimiv zdi, a ne, zdaj le zima je bilo, koliko je bilo zime, zdaj je 3 tedne, a ne. Pa je Marko z motornimi sankami 1000 kilometrov naredil, a ne. 1000 kilometrov. Za hobi, ne. Za hobi. Ja, v bistvu. Ok, V redu, Marko, ne. to je odlično. Marko, se ti se bila- službo voziš z zima. motornimi sankami? Ne, to ne. Zgleda pa kot da bi se, ja. Res. Torej imaš rad motor, imaš rad adrenalin, predvidevam, Vse, kar je bencin. V bistvu, vse, kar je na benzin. Okay. Ja, Ja, čeprav avto pa nimaš glih na benzinu. malo je na bencin, malo je na štrom. Aha, Ja, tako da, ja. Ker si se tako tiho pripeljal, da si me skoraj povozil prej. Ampak ja, to sem mogel to izpostaviti. Slučajno kdaj, čeprav tudi to ni glih za javnost, ampak vseeno lahko povete, ste že kdaj tekmovali z motorji ali se tek lepo, pametno? Ne, mislim, furate? ja, ko smo bili seveda, jaz sem imel pač motor že, ne vem, od majhnega, no, pa sem jih imel pa veliko. Seveda, ko smo bili mlajši, pa še malo bolj neumni, no, tako, na rekovajih, zdaj nismo lih pametni, a ne, ampak, ja, včasih smo, zdaj pa, mislim, ne, zdaj se pa vozimo lepo in po predpisih, če kakšen policist gleda No super, tako da po brez ulitvah. strahu, vse po umitvah in vse prav. Krasno. Čeprav je to kar tak sezonski šport, bi rekel, a ne? Ja, Pol leta je verjetno aktualno. pol leta motor, pol leta sanke, pa se zide. Pa se zide v redu. Dobro si to povedal. Sandi, zdaj mi pa še povej, ziher se vam je v teh 10 letih zgodila kakšna štorija, taka, da je za javnost, da lahko povete. Se bo spomnil mogoče kjere in jo izpostavil. Ja, izpostavim lahko to, naprimer na Koroškem smo igrali na eni obletnici, 80-letnici, smo rekli, to bo hiter konc, no, po 13 urah je bilo pol končano, ampak zanimivo je to, pač Boris, naš basist, je imel tako zraven sebe bariton postavljeno, ne? Med plesom sta dva ga zajahala, tako da je bilo, smo čist. Plešovino v bistvu za stran, no. Je zgledal, da bo za stran, ja, ampak so mojstri pol na servisu to uredili. To, ali pa naprimer, ko smo šli na špilu, napačno v gostilno smo že nosili noter robo, a ne. Pa smo rekli, smo prišli po roko igrati, pa prav gostilničar, da oni imajo obletnico, da imajo nobene poroke, a ne.
Okay. Ja, pa smo pa malo preverili zadeve, je bila pa par kilometrov naprej tista. Ampak ste prišli po cilj še vseeno Ja. časno. K sreči je bilo to 3-4 km stran No, gostilna, krasno. tako da smo še Hvala Bogu, da niste rešili. do konca postavili, pa že probe naredili. Ne? Ja, mislim, to je tudi sreča, da dosti malo gremo vedno na špil, da imamo malo. Pravočasno. Lufta, Torej ste tako. zanesljivi, če vas najamejo, pridete pravočasno, Tako, ja. ne greste kar tako domov. Težko nas spravijo. Težko vas Dosti spravijo. nas mora prositi, če lahko gremo. Prej si rekel, da si bil na Koroškem, se vam je zgodilo. Veš. Korošci smo še kar tak zanimiv narod, ko se ga najdskamo, ko ste veseli, lahko, bi ko smo rekel, ja. veseli in tudi pa zamenjamo mogoče bariton s čim drugim. Ja. Tako da, gledam, je pa lepo na Najna Koroškem. sreča, verjetno, ja, ne? super, super. Ja. Mislim, Zdaj pazi, kaj lepo boš je rekel. pač, ko so veseli ljudje, ki se znajo sprostiti. Ja, Ja, super. vse No. posod povredno je. Itak posod. Kje najraje mogoče nastopate? Bi lahko izpostavil en kraj v Sloveniji, kjer so najboljše fešte, ali je vse posod lepo? Pa mogoče, kje se vam je zgodila, pa res mogoče taka fešta, da ne boste nikoli pozabili? Pozabili, ja. Po moje, da je Ribnik Oransko. No. Ribnik Oransko smo igrali poroko, tako da smo ob 9 dopoldne smo šli sami elektriko izklopiti. No, da je Torej bil, ste bili tudi hišniki. tako da je bil en vzrok, da smo lahko nehali. No. Aha, Da so okej. pol videli, da je pa res konc. No. No, super. To, ja, to je bilo. V bistvu ob 6 zvečer smo začeli, prišli na plesišče, takoj začeli plesati. In ja, tako sem rekel, 9 smo bili pa mi že dovolj. No. Krasno. Zdaj se pa lahko, fantje, malo spočijete. Zdaj bomo pa si pogledali in slišali eno čisto frišno, novo skladbo. Gadi nam bodo predstavili eno lepo, počasno, z naslovom Luna. Usoda ni hotela, čeprav želila sva. Izvedel sem, da nosiš prstan drugega. Se vame naselilo je razočaranje. Ko tebe sem izgubil sem vse. Ko luno se zazrem, pa morje tvojih slik mi pade v objem, začutim tvoj dotik, ker vem, da tudi ti me vidiš v temi. Verjamem, da srce je zame še nekje. Želim ti, da si srečna, čeprav mi pravijo, da solze ti na sam z lica padajo. Čeprav sva si narazen, je lažje za oba, ker viva, da v isto luno gledava. Ko luno se zazrem, pa morje tvojih slik mi pade v objem, začutim tvoj dotik, ker vem, da tudi ti me vidiš v temi. Verjamem, da srce je zame še nekje. Ker vem, da tudi ti me vidiš v temi. Verjamem, da srce je zame še nekje. Verjamem, da srce je zame še nekje. Tako, slišali smo čisto nov, frišni izdelek, lepo skladbo, tako romantično
in upam, da ste tudi vi dobro počutite, da ste zaljubljeni in da boste danes kaj novega zvedeli od Poljančkov, ne? Ja, Vsi delamo na tem. tako ja, da kakšno novo informacijo Kaj damo. novega ne. povete, tako ja. Ok. V preteklih časih, če se spomnimo, ne, okay, tista korona, ki je ne radi omenjamo, pa to je šlo veliko bendov, veliko ansamblov je šlo na razen. Kako ste pa vi vzdrževali takrat, ko ni bilo nastopov, dejansko stike Med korono. med korono? Oziroma, kakšen je recept recimo za dobre odnose v ansamblu? Mogoče. V bistvu mi med samo korono, ene parkrat se smo dobili malo tako navaji, pa da se smo malo podružali, seveda takrat, ki je bilo to dovoljeno, a ne. Ja. Drugač pa prek družabnih omrežij mačkan, kakšen klepet te stvari, kaj več družanja ni bilo, ali pa da bi kaj posebej okrog glasbe delali. Nam, tako bom rekel, mogoče smo mačkan zaspali v tistem času, no? Ampak po tej drugi strani pa mogoče je vse skupaj malo nucali, da smo malo nekaj relaks naredili, da ni to vse skupaj prenasičeno. Tako da ne vem, da bi rekel, da nam bi kakšne slabe posledice pustila glede glasbe. No, super. Korona, mislim, da ne. No. Pa se kdaj, recimo ansambl je tako ena velika družina, a ne? Ja. Torej, bi lahko rekli, pa se kdaj tudi skregate? Ja, se normalno, mislim, vsak normalen se. Stepete se, ne? Zaenkrat se še nismo, no. Nikoli pa ne veš, ne? Ne, sem mislil, da se bo danes treba še tepst, ampak je Boris kar Je lepo povedal, ne? čefar povedal. Pametno odgovoril. Ja. Okay, Tako da tudi danes brez pretepa. a ima kdo od fantov recimo kakšno tako razvado, navado, ki se je ne more znebiti, pa se bi je rad, mogoče me lahko tako zaupaš, pa zatožiš kjerga. Ja. Ne rabiš sebe. Ne se sebe sigurno nama, viš. Ne boš. Ni, Pa recimo. sebi sploh ne vidim nobene slabe navade. Ne da. To je. Ne, se bom fante tudi vprašal, pol, da jih Ne, ne bo ne vem zanamočil. zdaj, Ne, kaj vsi, bi, nimaš kaj izpostavil. takega za Ja. izpostaviti. Nam daj točno Ste pošteni. Ja, to. Ja. Kar je mogoče slaba navada, da nekateri od članov, a ne, tako na špilu pridejo moment po noč, ko malo zaspani ratajo, malo Aha, utrujeni in takrat jih je treba malo... To je, zdaj to ne vem, a je to navada. Ja, je dobro. To je čisto življenjsko, je verjetno. ne. Normalno, da bend In okrog kako dveh potem narediš? vsi mačkan. Ja, mičken, Aha. ne. Normalno. Ne, ne. Dobro, pa narobe Ne, se delamo. ne smeš mi vse verjeti. Ja, ja, hitro se. Ja, in kako se potem motivirate? Ja, malo pobutati, Malo pobutati. Tako, ja. Malo Samo če pa predrama kakšna človeka. taka mična gospodična pleše pred vami, pa verjetno ste vsi budni. To ja, sam le glede na to, da smo mi že vsi v dani, tudi ne trzamo mi na take stvari. malo. več. Ja. Lej. A Le, je tako? marsikaj ti jaz verjamem, a veš, zdaj da pa Ja. vi ne trznete na nastopih, lej, veš, kak pravi tisti pregovor, ne? Če hujšaš, meni lahko bereš, samo jesti ne smeš, veš. To Aha. pomeni, da tudi če si poročen, si gledaš še vedno verjetno lahko, Samo a ne ne? smeš še poželeti kaj drugega. Tako, ja. Tako da zdaj, če No, dobro, žene ja, no, gledajo... saj, če smo čisto pošteni, ja. No, vidiš, da si Vržemo kakšne uči. Da si pa... Ja, zdaj si Mislim, se hotel malo. vsak zdrav moški to naredi, a ne? To sem Verjetno hotel isto reči. kot ženske, a ne? Tako tudi Ja. ženske pogledajo, kakšno dobro žensko, mislim, ne žensko pač, kakšnega postavnega fanta. Ok, pustimo zdaj to. Ja. Gremo naprej glasbi, reč se Tako. strinja Sandi. Okay. Naj glasba govori. Naj glasba govori. Tako. Naslednjo skladbo, ki jo bomo slišali, ja, pa smo spet pri puncah. Lepa, grešna. Vidi v očeh so milino, tiho trkam ti na srci. Zdaj, ko jesen čaka zimo, tvoje moje zopet je vse. Slišim šepet prve zvezde, mesec jo je nižno bil. Ko se k meni tesno priviješ, vse si, kar sem daj si želel. Lepa, ko me vjutru prebujaš, slepa, ko ljubezen gori, nežna, ko se dan spet poslavlja, grešna, ko se noč k nam spusti.
šipšepet prve zvizde, mesec jo je nižno bil. Ko se k meni tesno priviješ, se si kar sem kdaj si želel. Lepa, ko me jutru prebujaš, slepa, ko ljubezen gori, nežna, ko se dan spet poslavlja, grešna, ko se noč k nas pusti. Nežna, ko se dan spet poslavlja, grešna, ko se noč k nas pusti. Večna, zame prava si ti. Tako, še vedno spremljate oddajo Najvižja in še vedno so z nami fantastični ansambl Poljanšek. Marko je že zamenjal harmonike. Marko, koliko harmonik imaš? Ne vem z glave, no. Ne veš z glave? Tam okrog 10, po mojem, no. Res? Ja. Igraš tudi klavirsko? Ja, se je ravno zaradi tega, ne, ker imam še tudi tiste od samega začetka, ne, otroške, malo večje, pa te največje. Vse sorte. Ja, kar dosti tega se nabrali skozi leta. Prava zbirka. Tako. Koliko pa planiraš, da boš jih imel do konca čim več. aktivnega igranja? Čim več, ne? Okay. V redu. Jaz vem, pa koliko sem gledal, si ti avtor večinoma vaših skladb, je tako? Ja, kar zadost nekaj, mislim. Ja. Ja, večinoma. Kako se lotiš same skladbe? Ti delaš večinoma aranžmaje in melodije, ne? Ali tudi besedila? Tudi besedila, ja. Večinoma Super. tisto, kar smo danes, no. Odigrali je tvojega. To je en poseben dar, oziroma rekel bom tako, kako veš, kje se loti skladbe? Ne vem. Ma to je tako, mislim, da to moraš dobiti malo neke inspiracije, no. Ne moraš se kar odločiti, zdaj sem pa jaz zdajle usedel dol, pa bom napisal komad, ne. Ali pa besedilo, ne, se je podobno. Ne vem, včasih čistko ti, ne vem, pač pride, no, trenutek. Krasno. Tako da, ja. Pa se vedno, mislim, trezen, ko pišeš. Ne, ker poznam, ne, Ja, malo se zdaj, hecam, če malo ampak besedila poslušaš, ne, tista, ki so bolj resna, tam, ja, ne. ne, nisem na to namigoval, ampak poznam pač dost teh piscev. Prešerna pa, ja, no. Ne, tudi nisem hotel to reči, ampak takih iz mojih krogov pač pravijo, da morajo biti malo pod dozo, po domače mislim, povedano, če smo vsi krvavi pod kožo, ne. Ni, da bi jih mogel biti, no, Ampak ampak fajn pa ne je. škoduje pa tudi ne, po mojem. Ok, hvala. Lepo spovedal. Bom danes probal napisati eno, veš? Ok. Ma se malo hecamo. Kaj gremo v tiskarno? Je rekel Boris, da bomo šli v tiskarno. Ja. Hodite pogosto v tiskarno. Ja, večkrat v knjižnico. Knjižnico, tam pa Kakšno berete. knjigo prebrati, ja. Krasno si to povedal. Ok, na kaj ste člani ansambla pa najbolj ponosni, mogoče v teh 10 letih? Kaj je tista stvar, na katero pa lahko reče, da na to sem pa res ponosen? Ste ponosni morda tudi zasebno, verjetno na svoje družine, na ustvarjanje? Ja, to je itak na zasebnem področju, itak vsak za sebe najbolj zadovoljen. Ponosni, jaz mislim, da je že to, da 10 leti v isti zasedbi skupaj furamo, da je že to en lep dosežek, no. To je velika stvar za tako, ta čas, ja. Vse veš, 4 ljudi uskladiti na vsej tej sceni, pač služba, družine, muzika. Drugač pa ne vem. 9 let se smo dobro utepali tudi vseh festivalov, a ne? Okay. Lansli smo pa podlegali. Skušnjavi. Ja, mislim, želja organizatorja je bila, da bi se udeležili Števarjana, no? Pa Števarjan se nam je nekako tak prisrčen zdel, no? Tako da s to skladbo Kaj mi mar, smo nastopili na tem festivalu, pa smo dobili kaj za debitante in Ivan Malavašič za besedilo.
Krasno, super. Tako. Teda zdaj ne utepajte se več toliko festivalov, pa še pojdite kam, ker očitno ste uspešni. Mogoče se bomo še česa lotili, ampak Absolutno, Ja. vse je potrebno. Ok, gremo naprej. Spet bomo slišali eno lepo skladbo. En valček, če boš mladost zamudila. Tisoč besed, tisoč želja, duši se mladi prebuja. Kdaj brez solza, pismi za dva, si rada postajata tuja. Zgodba srca se ne konča, išče in išče poti. Ko se življenje s soncem igra, znova se strast prebudi. Če boš mladu zamudila, bo tiho neslišno odšla, se kdaj v spominih vrnila, v čas, ki le zanje pozna. Če boš mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Tiho gre čas, mimo vseh nas, gube zariše v obraz. Tam neki glas odmeva čez vas, žal pa s teboj nisem jaz. Zgodba srca se ne konča, išče in išče poti. Ko se življenje s soncem igra, upanje novo budi. Če boš mladu zamudila, bo tiho neslišno odšla, se kdaj v spominih vrnila, v čas, ki le sanje pozna. Če boš mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Če boš mladu zamudila, le veter ti naj šepeta, da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Da ena je le prava ljubezen, ne iščijo sredi neba. Krasen valček smo slišali, upam, da ste se v teh nežnih ritmih doma tudi kaj zavrteli. Drugače pa, Sandi, moramo pa še eno aktualno temo dovrezati po domače. No. Svetovno prvenstvo v Planici. Spremljate kaj, fantje? fenomenalno, ja, spremljamo itak, normalno. In držite pesti za naše. Pesti za naše, ja, sploh za Petra zdaj, ki mu včeraj malo nesreče. Tako da tudi za njega si iskamo pesti. Imate drugače radi nasplošno šport? Ja. Ste že bili v Spremljamo Planici? šport, malo tu športamo, ja, itak, vsi smo že bili. Marko pa vsako leto na poletje, se pravi, tisti vikend, ko so poleti oziroma skoki, Je Marko tam? petek mogoče, da še igramo, sobote pa pozabi. On že en let prej Res? rezervira. Ja, to tradicionalno s prijatelji grejo, tako da to je. No, krasno. In se to Praznik. je res eno lepo doživeti. Tako, ja, praznik. to Tudi mora sam sem vsak že bil. Slovenc mora to Ja, doživeti. res je.
Pa Marko, samo da ga še nekaj vprašam. Marko, se spomniš, kako je bilo na zadnje? Mandat je bilo ful dobro. Je bilo veliko ljudi, ne? Malheca. Ker se bližamo koncu daje, me seveda še zanimajo vaši cilji za prihodnost. Torej, rekli smo mogoče konc leta, kakšen koncert. Tako ob naši 10. obletnici, ja. Drugače pa, kaj si želite, fantje, iskreno? Da ostanemo v prvi vrsti zdravi, še vedno prijatelji, tako kot smo, da ostanemo v taki ekipi, da še kaj novega ustvarimo, da pride do ljudi, da se jih dotakne in to je to. Delali bomo iz svoje duše, tisto, kar imamo. Veliko nastopov, verjetno si Tako, želite, pa tako. da bi zdravi bili. Mislim, tako je, veliko nastopov. Želimo se jih, čeprav pa tudi radi zdaj že vidimo, da smo kakšen vikend, vikend ja, traja. da se malo zadika, ja, tako. Krasno. Najlepša hvala še enkrat za Tudi vam vašo za povabilo. družbo. Krasno je bilo, jaz sem se super počutil med vami in mi. upam, da še pridete kaj. Ja, z veseljem. Če ne prej, takrat, ko prijemo narediti reklamo za 10. obletnico. To pa absolutno ne bomo pozabili. Hvala Tako. lepa še enkrat. Ja, hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, želim prav tako en lep večer. Torej, ta vikend držimo za naše orle. Vidimo in gledamo se naslednji četrtek, ko bo z vami Anja. Do takrat pa imejte se lepo, bodite zdravi in lahko noč. Žive svečir v tebe zrejo oči. Kako povim, naj ti davšici mi. Mogoče še kozaček ali dva. Potem te vprašam, če bi plisa šla. Če pulko vrižejo te zavrtim. Na valček te iz rok ne izpusti. Če pa preskoči majhna iskrica, ukradem ti poljubček ali dva. Ljubezni se na plesu rade nitke spletajo, čeprav si sramežljiv, jo s plesom boš dobil. Ne bodi reva, vprašajo, če je za enega, za pulko valček ali karoba. Žejo te zavrtim, na valček te iz rok ne izpustim. Če pa preskoči majhna iskrica, ukradem ti poljubček ali dva. Ljubezni se na plesu rade nitke spletajo, čeprav si sramežljiv, jo s plesom boš dobil. Ne bodi reva, vprašajo, če je za enega, za pulko valček ali karoba. Vprašajo, če je za enega, za pulko valček ali karoba.